Dobro jutro, živi norci. Smo preživeli dan mrtvih, oziroma smo ostali vsi sveti tukaj in cajt je, da svetimo svojo norost, da začnemo ljudi učiti. Ne, tudi to ni treba. Nič ne rabimo biti ne učitelji, ne zdravitelji, ne nič. Treba je, da smo prikaz ljubezni in da ljudi kot take ljubimo in pokažemo, kaj ljubezen je. Ta druga je celo še bolj zaželjena. Da mi pokažemo, kaj pomeni ljubiti. Ne? Nekdo ima rad ples, nekdo železo, ne? Nekdo pa kruh rad peče. Koliko se ponavljamo, ampak še nismo uhvatili. Ampak okej. Portal, skozi katerega smo šli, ne, ta zdaj 1.11., torej 3 enke, sinhronizacija, je za sabo potegnila nekaj stvari in te stvari smo mi že pogruntali, da so znotraj nas in gre za naše dojemanje. Meni se na osnovi nočnih oziroma jutranjih uvidov, spoznanj, razlag, marsikaj zgodi. Težko stvari pol zdaj čist nemudoma zamemoriram in marsikatera uide. Lahko pa rečem, da marsikatera nejasnost postane jasna. Kokarkoli, vsak izmed nas bi se mogel posvetiti sebi še več, da bi ujel še kakšno stvar, ki je noter zaklenjena, pokrita, skrita in čaka, da jo zagledamo. Da zagledamo, kako se uporabljajo stare... Vse, kar je v nas, je že v nas, mi smo pa sam ful zaspani. In vsak datum, vsak portal, vsak preskok je nam korak bližje k svoji biti. Smo rekli, malo smo nori za druge in ja, bodimo nori in naj živi in se razvija ta norost s polnimi pljuči, zaradi tega, ker v tem bolanem svetu smo res bili nori. Ne, priznam, da to, kar je v nas, je daleč od tega, kaj je družbeno sprejemljivo. In celo en tak primer, ne vem, ali sem ga vam omenil ali ne, kolega je bil pri psihiatru leta nazaj že in mu je doktorica rekla, veš, saj s tabo ni nič narobe, če bi živel na samotnem otoku, ampak v tej družbi pa žal moraš se prilagoditi s pomočjo teh tablet, teh injekcij. Tako da nekako moramo razumeti, da ta družba je ustvarila nenormalne pogoje, daleč od tega, kaj je nam naravno, in mi smo se dostikrat spraševali, pa kaj je smisel tega življenja, ne, sploh smiselno. Ne, mnogokrat smo se znašli v točki, ki smo rekli, to življenje nima nobenega smisla. Zdaj pa rečemo, ja, življenje ne rabi nobenega smisla, življenje nam je dano kot dar, da ga živimo v popolnosti, pa če hočete mu reči norosti, pa dajmo v norost. Dokler svojo norostjo nikomur ne škodujemo, lahko sebe izražamo na vseh možnih nivojih in fandango je španski izrazni ples. Ne? Ni pravil igre plesa, tako kot ni pravil v glasbi. Naredi, kar želiš, če je le namen ta prav, je komad ta prav. In ni pravil v zapisani besedi, v knjigah, tudi v izgovorjeni besedi ni pravil. Pravila si je zamislila psihopatska elita, ki zdaj izgublja čist vse možne vzvode, ki jih je imela. Tako mat sem vam že dal. Paste, slej ko prej se igra konča in takrat ne rabiš denarja, šteti si za mizo. Bo časa dovolj za štetje, ko bo igra končana. In ja, igra je pri koncu, ta izraelska scena, še zmeraj slišite, ja, otroke pobijajo, pa zdaj so raketirali kao neko
nuklearko, pa da bodo atomske bombe letele. Skratka, vse največje in najbolj nemogoče grožnje letijo. Seveda, strah je strani kabale gromozanski, kajti v Izraelu oziroma v Gazi je bilo tako kot v Ukrajini precej teh skritih zadev namenjeno trgovanju z otroki in tako. In je, da je pod Gazo 400 km tunelov, tam naj bi bila izraelska farma otrok in tam se otrok zdaj v tem trenutku, v tem, bom rekel, teh bitkah, kot nam jih probajo predstaviti, tam se otrok ne pobija, ampak se jih rešuje. Ja, zagonetna je situacija, vsega v tem trenutku za zihar ne moramo razumeti, mnogo je faktorjev, kaj, zakaj in kako, ampak spet, to je tam stran od nas, moka pa kvas je pa tukaj, ne? Pa smo spet na začetku pri tem, deliti s kaj imaš, začni s tem, kar imaš in tam, kjer si, ker si namenoma tam, kjer si. To sem vam jaz sicer že večkrat povedal, ampak nikoli ni preveč, da se spomnimo, da je življenje res ena čudovita stvar, ki jo nismo razumeli in ja, se prebujamo in mnogi lahko opazujemo okrog sebe, koliko ljudi se še obnaša kot eni dojenčki, nedonošenčki. Smo rekli, narcis je oseba, ki bi rada bila, ima občutek, da je kralj sveta, s tem, da ima odgovornost 2 do 4-letnega otroka, torej nič, ne? In mnogi izmed nas smo že uhvatili, da je treba prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Ne glede na to, kaj si se odločil, sprejmi consequences, posledice. In če je namen pravi, če je namera ta prava, pozitivna, v dobrobit tebe in okolice, pol ne more biti narobe, ne? In tudi posledice, ki pridejo, odgovornost in posledice so dobre, če naložiš v dobro, se dobro vrne. Ne? In imamo pol kasneje v slikicah, nam ne gre tako zelo hitro pri določenih stvareh, zaradi tega, ker nismo lagali, kralj, manipulirali, obračali stvari na glavo, predvsem pa nismo prodali svoje duše. Mi še vedno smo, kar smo, a ne? In ena doktorica je rekla, marsikomu bi zaželela tako hudo bolezen, da bi spremenil ta človek delovanje svoje, ne? Pa vidimo, da mogoče ta njena izjava še ni dost močna, ne? Ker mnogi so hudo bolni, pa še zmeraj v svojem prepričanju in ne spremenijo delovanja, ne? Svojega delovanja v narobe, ne? Mislim, da bi prav delali. In se mi zdi, da bo res denar tisti, ki jih bo bolj prizemljiv, ne? Torej nek velik dogodek okrog denarja smo že večkrat nakazali in Gesaro in kvantni finančni sistem in tako. Malo sem se oddaljil od te osnovne teme, dan mrtvih, žrtvovanje in te stvari, ki so bile v zadnje 2 dni, ok, bili so lepi prazniki, ampak super bi bilo, če se zavedamo, da res je čas, da začnemo živeti in da živimo. In ta živeti je daleč stran od tega, kaj so nam ponujali, da pod pretvezo, da živimo, pa je bil v bistvu res survival mode, torej oblika preživetja. In ni več nam namen zgolj preživeti dneva do večera, meseca, konc meseca do drugega meseca, ampak izživeti vsak dan posebej. No in lahko rečem, da imam občutek, imam občutek, da mi meseci in tedni ful hitro minejo. Ne vem, kakšne imate vi občutke, neke informacije so zunaj, kao čas teče hitreje, drugače ga dojemamo. Mogoče. Meni se res zdi, da mesec se tik-tak obrne, ne? In še v mesecu komaj sestavim tisto, kaj sem vam obljubil, ampak nič ne de, namera je prava, treba je prioritete
imeti porihtane tudi na vaši strani. Dajte prioritete svoje upoštevati. Duša ve, kam ji je pot in kaj je smiselno in kaj je bolj pomembno. Ne glede na to, kaj so standardi, kaj ste bili naučeni, kaj je družbeno sprejemljivo in tako. To je mogoče tak lom za marsikoga. Jaz sem vam večkrat rekel, dajte, če imate občutek in imate možnost, da se rabite uležiti, da rabite se usesti pa gledati sonce, dajte ga. Dajte te stvari narediti zaradi tega, ker duša znotraj nas vodi in mi to dušno povezavo imamo. In z dušno povezavo prihaja gromozanska moč in mi jo lahko črpamo, če se seveda tem stvarem predajamo, mi jo lahko črpamo. Mnogi te povezave nimajo in energijo črpajo iz ljudi, torej iz nas. Smatram, da bo tega še več. Pa nič hudega. Zdaj, ko smo se naučili, da moramo čuvati sebe za začetek, da lahko damo, če želimo, nikoli pa ne smemo dovolj, da nam je ukradena in šlo je zmeri za neko igro, torej ping-pong, saj smo obdelali že, pa bom še enkrat, oni dajo vedno ping in na nas je, ali jim damo pong ali ne. Dokler mi damo pong, bom rekel, v afektu, to pomeni, da mi znotraj sebe nekih stvari še nismo zakrpali lukenj, zato reagiramo na ping s svojim pong. Ko pa mi ozdravimo sami sebe, torej zakrpamo vse luknje, da nas izjave, provokacije, pravzaprav okolice ne trignejo, ne sprovocirajo, takrat pa lahko rečemo, da smo že dovolj zdravi oziroma že v fazi zdravljenja. Mi imamo pred sabo vsi še ful. Najbolj pomembna stvar, ki bi se ji pa mi vsi skupaj z mano vred mogli pa še bolj posvečati, je pa to, da smo resnično prvotno energija. Ta energija je vidna, energija je slišna, torej valovanje je svetloba, valovanje so zvoki, valovanje je vse, kar mi sprejemamo in oddajamo. Valovanje so misli, valovanje se dogaja v naših celicah in v organih. In te stvari morajo biti na valovni dolžini pravi, zaradi tega, da so poravnane, oziroma kadar smo bolni, pač one niso prav, oziroma zbolimo zaradi tega, ker niso v resonanci, niso v pravilni valovni dolžini. Kaj se mi to toliko zdaj zatika, kada se ne bi skašljal še nikoli. Ja, sem norcu podoben, je rekel tudi Rudan. Jaz sem si rekel, naj bo naslov Norost oziroma Živi norci, in ja, zato ker živimo in ne polagamo pažnje tistim, ki so umrli, pažnje. Zdaj tudi tanka meja, lahko takoj narobe razumemo. Prav je, da se spominjamo ljudi v dobrih stvari o ljudeh, ki so žal preminili. Nič hudega, morali so, to tako je moglo biti, naučili so nas, kar nas je bilo za naučiti v svojem obdobju. Bolj je problem, ker se mi spominjamo raznih Einsteinov, pokojnih, ki so pravzaprav del Masonov, da se spominjamo zlobnih ljudi oziroma tudi tistih, ki so bili dobri, pa so jim dali negativni predznak. In če razumemo, da ima energija vpliv negativen, smo mi z našimi mislimi in svojo prisotnostjo in njihovim triggerjem, njihovo pomočjo širjenja strahu in negativnih informacij in negativnih frekvenc, asinhronih frekvenc, zelo mimo frekvenc ustvarjali njihov temačen svet, pravzaprav svet, v katerem smo se vsi skupaj znašli, ampak oni so ga dirigirali v negativo. Je možnost, da mi s pozitivnimi impakti, torej s pozitivnimi vplivi
na okolico, pravzaprav s svojim pozitivnim biti lahko vplivamo na spremembo, da svet iz negative damo v pozitivo. Ni vse, bom rekel, našemu človeškemu umu dojemljivo in razumljivo iz prve. Zaradi tega vas večkrat povabim, dajmo kontemplirati, dajmo se poglabljati v to, da smo mnogo več od tega, kar smo vedeli ali pa smo mislili, da smo. Tudi če izhajamo iz tega, recimo, kako so nam že zgodaj v otroštvu, nam je šolska indoktrinacija ubila to, da mi razmišljamo svojo glavo in smo bili dobro ocenjeni, če smo naredili oziroma v testih napisali odgovore, kot so nam jih lansirali, torej šlo je za ponavljanje. Enako mnogi imate izkušnjo, da v službi tudi niste bili narejeni, da mislite, ampak da ubogate, in ta ubogljivost sistema je za vsakega posameznika in kolektiv nevarna. Ne? Zaradi tega je nujno potrebno, da mi začnemo uporabljati mozak lasten, poslušati lastno notranjo intuicijo in dušnega vodnika. Ne, duša je naš vodja, ni nihče tam zgoraj, si predstavljam, ampak univerzum kot tak je meren in ne reagira na zunanje vplive okolice. Ne reagira, kot tudi mi ne smemo jim dati. Bodimo rajš nori v svoji lastni norosti, pa naj se naslajajo, kokrčijo za te obtožbe in obsodbe, bodimo gluhi. Mejmo to selektivno naglušnost, da ne dovolimo, da nas stvari spravijo s tera z naše lastne poti, z naših lastnih misij. Mi vsi smo rekli, življenje nima smisla, mislim, ima ali nima. Kaj je namen moje Lucy, da je tukaj? Seveda je namen. Namen je samo ljubezen, vse ostalo pa pride za zraven. Torej, zadovoljstvo, veselje, sodelovanje, igra, odgovornost, skrb drug za drugega, in biti je za Lucy dovolj, tudi zame in zate bi bilo prav, da samo si. In si prikaz ljubezni, ker Lucy kot taka, pa sem zdaj dal Lucy za primer, je tudi Tlina, čez isti paketek. Torej, prenašati ljubezen in ja, pozabili smo ta občutek ljubezni, večkrat sem vam že povedal, in ga užigamo. Mi ne poznamo velikosti, razsežnosti, kaj ljubezen je. Torej, samo biti v tem, kar smo, saj smo z ljubezni spočeti in ljubezen je univerzalna vesoljska sila. Joj, kako jaz začnem se vrtiti v stvareh, ki jih itak že veste. Ja, morajo biti tam, kjer so, dokler ne morejo več tam biti. Ne? To velja za nas in za vsakega, ki vsaka duša bo prisiljena, je in bo prisiljena, da ne bo mogla več vztrajati v narobe. Okay? Zdaj, smo pa mogli mi biti na določenih točkah, v določenih situacijah, zaradi tega, da smo tam nekaj dohvatili. In ko smo dohvatili, je bil pritisk toliko velik, da nismo več mogli biti na tej točki situaciji in smo se od tam premaknili največkrat navzgor. To so bile vse naše lekcije. In od rane mladosti smo vsi pravzaprav v fazi učenja in priprave na obdobje, v katerem smo se znašli, in vse, kar smo doživljali, so bile lekcije. Nismo vedno padli, nismo vedno se prodali in nismo ubogali na vsak ukaz. A ne? Zaradi tega smo močnejši, ne? Kot če bi le sledili. Tako da zavedite se, da niste džabe trpeli. Ne gre za trpeti, bila je lekcija, šlo je za premik. Še enkrat, vsak je tam, kjer more biti, dokler tam, kjer je, ne more več biti, ne zmore.
In vse to so lekcije sebi in lekcije drugim. Ne? Nekdo, zdaj bom rekel, narcistična oseba se obnaša narcistično tudi zaradi tega, da nas nauči, kaj je narcizem, kaj ne. Malo so čudne stvari, ampak ko pogledaš od daleč, v bistvu je res vse logično in smiselno, sploh če vzameš ta zakon univerzuma, da je vse tako, kot mora biti in poteka po točno določenih parametrih, pol postajajo stvari super jasno. Tako, mi smo rekli, da jim ne bomo dali ping-ponga, ne, in jim bomo namesto reakcije, torej pong, dali nazaj mer. Ker mer je tisto, kar mi v bistvu se trudimo, da mer pride na plano iz vsega tega kaosa, ustrahovanja in kaosa, no, se jih zastopimo. Ja, imamo vpliv na vsadzga, to smo že nekako obdelali. Še to, recimo, narcis ve, da imamo mi prav, vendar želi v bistvu iz nas zvleči, da nam dvigne dekel. Ne? Torej, če pa smo dovolj ozdravljeni, pa nam ga pa ne. Tako da to so te stvari, ki sem rekel, dajmo čuvati, kje nam pušča. Predvsem pa so prestrašeni tega, da nas bo v enem momentu, da nam v enem momentu za njih začne dol viseti. Ne? Oni želijo pozornost, hudo pa je, ker pozornosti ne dobijo in tega se oni pravzaprav kar bojijo. Ena izmed takih dobrih je, da v bistvu ljudje smo ponavljali stvari, kot avtoriteta nekaj reče, ljudje temu sledijo in to spominja na indoktrinacijo v šolah in dostikrat sami se spomnite, pa zdaj je tega malenkost manj, ampak kje imaš pa ver, kje imaš pa dokaz, kje si pa ti to slišal, dej, to pa znanstveniki so drugače dokazali in tako naprej. Pa se vrnemo nazaj, Jezus je imel diplomo iz česa? Iz katerih debelih knjig se je on učil? Katere knjige je bral? Ne, on je govoril iz sebe, govoril je iz lastnih izkušenj, govoril je iz lastnih spoznanj vsem ljudem, ker je vedel, da imamo vsi možnost se zbuditi in zbuditi v sebi te lastnosti energetske, ne? To je Tesla je bolj z frekvencami probal te stvari dokazovati, Jezus pa je probal te stvari dokazovati na ljudski način in ni hodil v šole in je govoril izključno iz sebe in o sebi. Zaradi tega tudi ta je bila gonja, no, kje imaš dokaz. Tle so dokazi, vsi so od tle in vsak izmed nas ima svoje lekcije, svoje spoznanja in zaključke, za katere ne rabite nikomur polagati nobenih kart. Vi sami veste, da so vam nujno potrebni, koristni za razumevanje sebe in sveta ter okolice in jih upoštevate. Kaj drugi mislijo, žal v tej fazi res ne smete polagati pažnje. Kdor je priklopljen na ver, ima ver energije, sam, se to smo prej rekli, kdor na ver ni priklopljen, pa išče to pri drugih. Ja, to smo že. Še ta izraelska, ne, da se v Izraelu res ne dogajajo stvari tako, kot nam probajo dopovedati mediji, nam dokazuje radar, kjer v bistvu vidimo, koliko komercialnih letov se vrti nad tem teritorijem. Zdaj, če bi bila vojna tam, pa bi letele rakete, kaj mislite, da komercialni leti v Izrael pa v Tel Aviv bi še bili? Verjetno ne. Torej, je prav, da malo pika skupaj povezujemo tisto, kar mi kapaciteto imamo, mnogi pa žal ne in sledijo, kaj so drugi rekli. Super bi bilo, če bi slišali nas, kaj jim govorimo, ampak žal nimamo avtoritete,
bi bilo treba koga po nosu udariti, da bi razumel, da imamo tudi mi avtoriteto na tem svetu. Dobro, če grem jaz tlele, bomo šli pa iz sredine. Prav pa pejmo. Čas celi vse rane, smo rekli, ampak čas ne bo nič zacelil, če si ne bomo vzeli časa, da se soočimo in se spogledamo s tistim, kar nas boli. Ne? Zdaj mnogi, recimo, pa bom dal en tak primer, mnogi trpijo, recimo, o izgubi ali pa o svoji pretekli travmi. Ok, dajmo pogledko. Nekdo ima travmo, ampak to travmo devamo pod preprogo, nekje smo iskali nekega krivca in tako, ampak to travmo, ki se je zgodila, je treba jo potegniti ven, jo prijeti, jo potegniti ven, jo pogledati in reči, stara moja, ti si me naučila tega in tega, hvala za lekcijo in adijo. In na tak način se lahko znebite vsega, kar vas žre in razžera z notranje strani. Dejte se spogledati stvarmi, prineste jih na plano, ne rabite jih z nikomer skomunicirati, razen sami s sabo. In vzemite si čas, da popucate, kar je za popucati. No, ni se premaknila slikica. When they don't like that you speak the truth, they will try to change your reality. They will create a world where your truth is considered insanity. Ja, ne marajo, da govorimo resnico in kadar se mi začnemo govoriti o resnici, bodo oni probali spremeniti našo realnost. Naredili so svet, v katerem je resnica predstavljena kot norost. No, pa smo na začetku. Resnica je norost, ampak v norem svetu. Tako so skreirali, nič hudega, vse to je ok, dohvatili smo in ne gane nas več. Nikoli ne sovražite ljubosumnih ljudi, oni so ljubosumni zaradi tega, ker vejo in se jim zdi, da ste boljši od njih. Zato pa so ljubosumni. Če mislim, zakaj bi se pa jezili na njih, treba jim reči, hvala lepa, torej sem boljši od tebe. Pa ne gre za tekmovanje, daleč od tega. Samo biti, to je dovolj. Ne razumem, mnogo ljudi se boji biti to, kar so, to, kar v nas je. Saj verjamem, mnogi so grde stvari počeli, pa je treba zdaj to se s tem spogledati. Ampak milijonkrat rečeno, vsem vse odpuščeno, torej daj probaj prebuditi v sebi to, kar je Jezus prebujal, to, kar mi, ki smo se mičkeno začeli oči odpirati, probamo razložiti, kaj vidimo, kaj čutimo, kaj je point, kaj je bistvo in res mi je čudno, zakaj ne, če pa je tako lepše. In moder človek je enkrat rekel, skrb ne odnese jutrišnjih težav, vse, kar je, vzame in odnese mir današnjega dne. Ni to nič novega, vse to smo že slišali, rekli in brali, ampak v opomnik, če vas nekaj skrbi, ne bo zaradi tega nič boljše ali lažje, predvsem ste oropani trenutka, torej trenutne prisotnosti. Mi je bila tale všeč, ko sem jo zagledal, kako izgleda popoln moški ali pa popolna ženska. Ja, on ne izgleda, on se obnaša, on je, on deluje tako, kot se spodobi za pravega človeka, ne glede na to, ali je ženska ali moški. Ja, velja to za ženske in moške. Evo, to je ta komercialni leti nad Izraelom, čisto vse lepo to funkcionira in letijo stvari, mediji pa razlagajo kakšne bombe in štala in jedrske in jaz ne vem kaj. Mi smo se pogovarjali večkrat, dajmo govoriti na glas in saditi semena resnice v podzavest, ker ona je budna, žal njihova zavest še vedno močno spi, ampak podzavest sprejema. Tako, ker njihova podzavest sprejema dramo, strah, ustrahovanje, neodločnost, negotovost, grožnje, pogojevanje in tako naprej. Torej, podzavest vedno sprejema, zavest pa žal pri mnogih še ne.
sem optimist, tudi okrog tega upam, smatram, da se bo mnogo ljudi še lahko zbudilo. Zato moramo dajati od sebe in saditi semena. Stop overthinking why people don't did you dirty. Nehajte razmišljati, zakaj ljudje delujejo grdo in narobe. Ne? Zakaj? Mi se sprašujemo, pa zakaj je meni to naredil, pa zakaj me je prizadel, pa zakaj, ne? Nehajte to razglabljati, ker oni bi to naredili zaradi tega, ker so tako želeli. Pika. Pojmo dalje. Oni so tako želeli in so to izpeljali načrtno. Načrtno izpeljati nekaj, kar veš, da ni prav, je greh, in ob tem se delati neumnega je pa te drugi greh. Torej dvakrat greh. Tako da ne se obremenjevati s tem, kaj so vam, pa zakaj so vam drugi. Želeli so tako narediti, pika. Pa imamo tudi odgovore, zakaj, ampak niso potrebni. Tako, ker ni potrebno zdaj vedeti, kakšna je luna, je vse sort, milijon, pa kako so piramide gradili. Ni to zelo bistveno. Ali pa kaj se v tem trenutku v Izraelu dogaja. Bomo že izvedeli, vse ok, vemo pa, da to, kar nam razlagajo, res ni. Zato smo lahko bolj pomerjeni. Some people are upset with you because you are not suffering. Ja, nekateri ljudje so razočarani, zaradi tega, ker ne trpite, kot so si oni zaželeli in so mislili, da boste. Prosim, nadaljujte s tem, da jih razočarate tudi v prihodnje. Ne dovolite, da trpite zaradi tega, zaradi zunanje okolice, in oni so jezni, ker mi ne trpimo. Oni v bistvu so nas želeli pobiti, pa nas niso do konca, in zdaj so jezni, zakaj nas niso takrat, ki je še bil čas. Ker zdaj je več kasno, mona. Je več kasno, zdaj se nas pa ne da več. Poverjenje se ne gubi, torej zaupanja se ne izgubi, ljudje ga oduzamejo. Ljudje ti oduzamejo zaupanje. Ni nikamor se izgubilo. Obnašali so se tako, da so si zaslužili, oduzeli so si pravzaprav zaupanje v odnosu do njih, ali pa nam so vzeli zaupanje njim. Tako da je to dobro, ni to kar tako slučajno, veš tako, nihče ni nič vedel, zdaj ga pa več zaupanja ni. No, vemo zakaj. In tudi vsak ve zakaj, in oni in mi. One day I stopped. Nekega dne sem se ustavil, začel poslušati in zaslišal najlepši zvok moje lastne duše. Tudi ta zapis smo že imeli v preteklosti, nič ne de, prav je, da slišimo in poslušamo intuicijo oziroma kaj nam duša želi povedati in kam nas želi peljati. Jaz sem pa nekaj zašuštral, ok. Sekundo. Ja, tako je, ok. Nismo mi tukaj zaradi tega, da na Facebooku ali pa na socialnih omrežjih objavljamo stvari zaradi zabave. Mi smo tukaj zato, ker bi radi pomagali dvigati vibracijo na tem planetu, ki je dnevno nasičen s propagando laži temnih sil. Mi bi radi dvigali vibracijo, mi ne svojimi zapisi ne bi ljudi radi zabavali, ko je fajn, in temu posledično so tudi reakcije temu primerne, kdor videti je po objavah, kdo stvari dela za entertainment, torej za bom rekel, vožnjo ljudi levo, desno, in kdo to dela za dvig vibracije. Jaz to zaznam, tako da vse ok. Ja, in evo, narcisi so kot orožje za množično uničevanje, uničajo vse in vsakega, vse in vsakogar, ki pride z njimi v kontakt. Ja, res so virus, to sem jaz že omenil. Pač so uničevalci, mi pa smo kreatorji, in kreator je bil imenovan Bog, in tako lahko pridemo do tega, kaj smo. In nehajte biti tako jebeno odpustljivi in razumevajoči, ker ljudje točno vejo, kaj za vraga počnejo. Kljub temu pa se delajo neumnega in kršijo 11. božjo zapoved.
In ja, doskrat smo mi kar oprostili, joj pa je star, joj pa je pozabljiv, joj pa je uno, pa je tretje, klinac, klanac, vejo kaj delajo in to delajo načrtno in s tem nadaljujejo. In dokler bodo tako nadaljevali, se nimamo kaj dosti pomagati. Ja, in če smo rekli prej, da smo dušo zaslišali v tišini, zdaj pa ji prosim te, sledi, ker ona ve, kaj je prava pot. Ta pot ni noben čirule čarule, nobena kompleksna, nerazumljena stvar, ampak super simpel stvari, pač živeti in biti, to je dovolj in to je pot duše in bodi, ne predajajmo se komplikacijam, konfliktom in raznim argumentacijam. Ja, žalostne ljudi je treba nasmejati, bolne je treba ohrabriti, dobre je treba čuvati, a na tiste, ki nas ne cenijo, je treba izbrisati. Dajmo vse segmente uštekati. Čeprav so zdaj narcisi, ko so v fazi brisanja in so izbrisani iz naših življenj, takrat igrajo vlogo žrtve in ne padati na to, da so oni zdaj žrtve, bolni in bogi in da padete na foro in jim spet začnete dajati, ker smo rekli, kaj? Orožje za množično uničevanje. Ja, in nam potovanje zahteva mičken več časa, zaradi tega, ker se nismo prepustili lažem, manipulaciji, prevaram, v zlorabi ljudi oziroma nismo prodali svoje duše. Ja, se s tem popolnoma strinjam in kadar si ozdravljen, takrat lahko zgodbe svoje govoriš drugače. Ja, dokler nisi ozdravljen, sebe vidiš kot žrtev, pa zakaj se mi je to zgodilo, pa travma, pa spet jaz in tako. Ko pa se ozdraviš in pogledaš stvari z drugega zornega kota oziroma z distance, takrat pa te stvari lahko drugače, na drugačen način poveš. Jaz sem rekel, pozval sem Trumpa, ki je govoril o otrokih v tunelih in tako sem rekel, kakšno moč ima tip. Ja, seveda, ker se je ozdravil. Tudi on je bil v šoku, tako kot marsikdo izmed nas. Presenetljivo pa je, da te stvari ne šokirajo vseh, verjetno z namenom, a ne? Ker verjetno imajo kaj zraven in so precej brezčutni, ali kaj. Tudi to smo že slišali, kadar vas res ne zanima, kaj drugi mislijo o vas, to pomeni, da ste dosegli opasen in fantastičen nivo svobode. Jaz se s tem strinjam, mnogokrat smo rekli, kaj imajo zapovedati, glih karčijo, gluha žaba je prišla na vrh droga, medtem ko tiste, ki so dobro slišale, so slišale zajca, ki je rekel, ne bo ti uspelo. Ne? Tako da bodimo res gluhi za to, kako nekaj ne bo, bodimo pa zelo, zelo slišni in poslušni za tiste glasove, ki so znotraj nas intuitivno pravi in nas peljejo čist po pravi poti. Don't believe me, just watch. Ne rabimo nikomur ničesar verjeti, dost je, da ljudi opazujemo. Ne? To je več kot dovolj. In nam je že precej jasno, da pravice ne moramo najti v svetu, kjer so kriminalci napisali vsa pravila, tako da njim prav pride. In tako da iskati zdaj nekaj po sodiščih in tako je nonsens, ne? Sploh ta, bom rekel, rimsko pravo je res cela banana, ne? Pomorsko pa vojaško pravo pa je tisto, kjer se išče pravica med temi, ki so delali zločine nad človeštvom, in vse bo to v redu, vse se dogaja po pravem tempu, tako kot je, mora biti vse ok. Kar je nam namenjeno, bo prišlo do nas v jasnosti, ne pa v zmedi. Ok? Doskrat imate zapise, ki morate vi celega sebe dati noter in reči, joj, jaz sem pa preneumen za tole. Ne, to je princip narcisa, ki se dela pametnega, da v bistvu na koncu ne veš kaj. Tisto, kar je nam namenjeno, je jasno in glasno, tako da razume vsak.
Ne? Rimsko pravo ni tako, zagotovo ne, zaradi tega pa imamo tolmače, da se tolmači tako in drugače. In tudi religija se je tolmačila, znotraj religije so se prava sporočila tolmačila tako, da je bilo njim prav. In zdaj si mogel cel življenje v cerkev hoditi. Ne rabaš. Če bi ona zdravila, bi šel v cerkev 3-krat ali pa 30-krat in bi rekel, v redu je, zdaj pa imam. Zdaj pa imam in lahko živim. Ne, do smrti. Že tle je vse narobe. In če bi bili doktorji uspešni, bi mogli biti plačani na to, koliko malo pacientov imajo, oziroma koliko pacientov so ozdravili, da se ne vračajo več v ambulanto. Pa je temu res tako? Valjda, da ne. Sej smo začeli seštevati pike, saj nismo glupi, ne. No, pa smo na okrog, ne. No, viš, pa smo na hitrico na okrog in na hitrico je na okrog 40 minut našega druženja, oziroma mojih monologov, kjer se žal večkrat tudi v čem ponovim, pa nič ne de. Povezave bojo in žičke sem in tja tole ne bo. Gledam, če sem še kaj tadga vam napisal. Ne bom več, to je to. Družba moja, želim vam, da ste mnogo živi, da ste mnogo zdravljeni, da se zavedate, da v bistvu duhovnost ni učenje, duhovnost je biti, živeti po principu notranjih klicov in sledenju notranjih vzgibov. Kaj sem tle še hotel reči? Da je življenje, sledenje, ne vem, living on my own, živi po svoje. Vidiš, dosti je, spraznil sem glavo za današnje jutro. Bodite prečudoviti, ljubljeni ste, bodite malo nori in živi, torej živi norci. Ajde, čao!